Zakaj je toliko komentarjev v osrednjih medijih o vojni z Iranom tako napačnih? Za večino blebetavih elit štejejo nevednost, ideologija in pristranskost, veliko več kot dejstva. Ni le to, da se ne strinjajo z odločitvami predsednika Donalda Trumpa in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, da uporabita vojaško silo za preprečitev, da bi Teheran nadaljeval z razvojem jedrskega orožja, gradnjo smrtonosnih raket in širjenjem terorizma po Bližnjem vzhodu in preostalem svetu. Tako so ujeti v svoj način razmišljanja, kjer demonizirajo svoje politične nasprotnike, da bi raje videli, da v vojni zmaga največji državni podpornik terorizma na svetu, islamistični režim, ki si prizadeva za uničenje Zahoda, kot pa da bi ZDA in Izrael zmagali. Če bi to pomenilo, da bi morala tema dvema voditeljema priznati nekaj zaslug za to, da sta ravnala prav. Na to bomo v oddaji Think Twice podrobno raziskali 7 najbolj zavajajočih mitov o iranski vojni z analitikom Michaelom Durantom. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Think Twice. Kar zadeva osrednje medije, zunanje politični establishment in politične nasprotnike predsednika Donalda Trumpa, je vojna, ki jo proti Iranu vodita Združene države Amerike in Izrael, popolna katastrofa. Čeprav ne vemo, ali bo trenutna prekinitev ognja zdržala, ali bodo pogajanja s Teheranom uspela končati spopade z zadovoljivim izidom glede končanja njegovega jedrskega programa, proizvodnje raket in terorizma, kot tudi pravice do prostega pretoka nafte skozi Hormuško ožino. Prav tako ne moremo biti prepričani, ali bodo nedavni dogodki na kakršenkoli način pripeljali do konca samega islamističnega režima ali celo do njegove preobrazbe v takšnega, ki ne bo več zatiral svojega prebivalstva ali pobijal na 10.000 ljudi. Čeprav je vse mogoče, nam vse, kar vemo o 47 letih džihada in zlorabe oblasti tega tiranskega režima, pove, da se ni sposoben spremeniti. Na način, ki bi, kot je nekdanji predsednik Barack Obama naivno pričakoval, popravil odnose s svetom. Vemo pa, da je večina tega, kar je bilo objavljeno in povedano o konfliktu, utemeljena na mitih o Bližnjem vzhodu in Iranu, ki želijo okrepiti položaj kritikov. Ti kritiki ne le dosledno podcenjujejo strateško razmišljanje in predvidevanje Trumpa in Netanjahuja glede narave iranske grožnje, ampak so tudi neločljivo povezani s prepričanjem, da sta ta dva moža tako slaba. Da morajo razsvetljene osebe navijati za Iran, da na takšen ali drugačen način zmaga v vojni, namesto da bi kateremu od njiju priznali zasluge, ki si jih zaslužita za pogum, da storita, kar je potrebno, da se soočita in končata grožnjo Zahodu strani islamističnega režima. Ena oseba, ki dobro razume škodo, ki jo ti miti povzročajo v naši javni razpravi in sposobnosti Washingtona ter Jeruzalema, da nadaljuje ta boj, je strateški analitik Michael Duran. In zelo smo veseli, da je danes spet z nami, da o tem razpravlja. Michael Duran je višji sodelavec in direktor Centra za mir in varnost na Bližnjem vzhodu pri Hudsonovem inštitutu. Specializira se za varnostne vprašanje na Bližnjem vzhodu in je sovoditelj podcasta Israel Update. V administraciji predsednika Georgea W. Busha je služboval v Beli hiši kot višji direktor v Svetu za nacionalno varnost ter kot višji svetovalec na State Departmentu in nato kot namestnik pomočnika ministra za obrambo. Njegova knjiga Ike Gamble o sueški krizi je izšla leta 2016. Pogosto se pojavlja na televiziji in veliko objavlja v komentarju, mozaiku, Wall Street Journalu, Washington Postu in New York Timesu. Michael Duran, dobrodošli nazaj v Think Twice. Žujo, lepo je biti tukaj. No, Mike, hvala, da si vzel čas in se nam ponovno pridružil. Začel bom tako, da te vprašam o tvojem nedavnem članku v reviji Tablet o 7 mitih o vojni z Iranom. Preden to storimo, nam lahko najprej poveš, ali sploh meniš, da je dober izid pogajanj z Iranom mogoč? Ali obstaja razumna možnost, da bo Iran opustil svoje jedrsko gradivo in pravico do bogatenja urana, odprl ožine, prenehal podpirati terorizem in opustil svoj program balističnih raket, ali celo prenehal zatirati lastno prebivalstvo? Ali pa je izbira, pred katero je Washington, kot vztrajajo Trumpovi kritiki, vztrajanje v vojni do spremembe režima ali opustitev vojne, ne da bi bile izpolnjene katerekoli ključne zahteve? To je res težko vprašanje.
Mislim, da je najbolj verjeten izid vojne podoben izidu vojne v Iraku leta 1991. Imamo ranjen, a hudo oslabljen režim, ki životari naprej. V Teheranu, nad katerim bo še naprej veljal določen sankcijski režim. Mislim, da je to najbolj verjeten izid. Ali bo prišlo do kakšnega začasnega dogovora med Združenimi državami in Teheranom, mi ni povsem jasno. Torej, veste, mislim, da moramo razmišljati v smislu različnih scenarijev. Število spremenljivk je tukaj veliko. Kaj želi Donald Trump, kaj želijo Iranci? Ampak ne bodo kapitulirali v smislu, veste, brezpogojne predaje kot v drugi svetovni vojni. To se ne bo zgodilo. Morda bo prišlo do neke spremembe vedenja, vendar bomo v prihodnje ostali v stalni napetosti s tem režimom. Hvala, ker ste poslušali Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od podcast platform ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosimo, da všečkate in ali se naročite na JNS, kliknete na zvonček za obvestila in nam daste dobre ocene. Poleg Think Twice obstaja tudi podcast Jonathan Tobin Daily, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo lahko najdete pod Jonathan Tobin Daily na kanalu JNS, kjerkoli poslušate svoje podcaste. In zdaj nazaj k današnjemu programu. Prav. In potem je verjetno vprašanje, kaj pa Trump? Kakšne so njegove rdeče črte? Njegovi kritiki vedno pravijo, da bo popustil, vendar je vseeno vztrajal. Smo ga podcenjevali? Zagotovo. Ja, mislim, da smo ga res podcenjevali. Mislim, porabo je veliko političnega kapitala za to vojno in to je storil, ker misli, da je to prava stvar. Vse govorice o, vmesnih volitvah in vseh teh drugih kalkulacijah, ki naj bi vplivali nanj, ne vidim veliko dokazov za to. Nenehno znova in znova ponavlja, Iran ne sme imeti jedrskega orožja. Zakaj tega ne razumete? In mislim, da je to zanj najpomembnejša stvar. Mislim, da nam ni treba preveč časa posvetiti analizi tega. Veliko stvari ne razumem glede njegove politike ali kaj so njegove rdeče črte. Obstaja veliko neznank. Mislim, da tudi sam morda ni prepričan, kako natančno želi igrati svojo igro v prihodnje, vendar mislim, da je res jasno, da ne želi, da bi Iran imel jedrsko orožje. To bi moralo biti zdaj vsem jasno. Ja. Oba in tudi drugi smo opazili, da je Tom Friedman iz New York Timesa povedal tisto, kar se običajno ne izreče na glas. Ko je dejal, da je očitno navijal za Iran, ker je sovražil Trumpa in Netanjahuja. Oprosti, ker te prekinjam. Moramo se zahvaliti Tomu Friedmanu. Vse smo to že vedeli, ampak vseeno hvala. Ker je to zelo jasno povedal. Ja, tudi jaz sem se tako počutil. Ampak ali lahko razložite, zakaj sta Friedman in preostali del liberalnih medijev ter zunanje političnega establishmenta tako zavezana temu, kar ste upravičeno označili kot sprenevedanje njihovega domnevnega realizma? V obliki prepričanj, da vojaške rešitve ne morejo ničesar rešiti, da je diplomacija pomembna sama po sebi in da regionalna stabilnost zahteva, da ZDA zapustijo Izrael. Veste, to je njihova ortodoksija, vendar ni nobenega objektivnega razloga, zakaj bi kdorkoli moral misliti, da je katerakoli od teh stvari resnična. Mislim, da jim moramo priznati vsaj nekaj zaslug. Mislim, da to, kar govorijo, ni čista hinavščina ali nepoštenost. V svoji glavi hkrati držijo nasprotujoče si stvari. In to počnejo, ker obstaja teološki razkol med njimi in Trumpom. Trump je zanje teološko žaljiv. In tako kot je Trump teološko žaljiv za Evropejce, Trump razume, da svet deluje po povsem drugačnih načelih, kot verjamejo oni. Tako da, ko pravijo, da mislijo, da je rasist, fašist, avtoritarec, v vse to resnično verjamejo. Seveda. Čeprav je v mojih očeh objektivnih dokazov za to nič ali skoraj nič, objektivnih dokazov, da so manipulirali. Manipulirali so z državnimi institucijami in pravnim aparatom,
da bi šli na dan na način, ki ni bil zakonit, ampak avtoritaren. Zame je to veliko močnejši argument. Mislim, zame je to samo po sebi jasno in tako naprej. Ampak oni tega ne vidijo in verjamejo, da imajo prav, ker nočejo, da bi svet deloval po pravilih, za katera Donald Trump misli, da po njih deluje. Ja, potem jim to preprosto nima smisla. Ali še huje, nekje v sebi slutijo, da če to ima smisel, če lahko on deluje po teh pravilih, potem je vse, v kar so verjeli, napačno in tega si ne morejo dovoliti. Torej se borijo za to, borijo se za ta pogled na svet, za to razumevanje sebe kot pravičnih ljudi, ki poskušajo graditi boljši svet. Vse to, njihov sen o boljšem svetu, njihov sen na neki ravni so utopisti in verjamejo, da so. Moralno razsvetljeni ljudje, ki gradijo utopijo in on jim stoji na poti. To je na neki globli filozofski ravni. Tom Friedman, če bi sedeli z njim in pili kavo, bi mislil, da je realist, a ni. Ja, mislim, da je to kar dober način gledanja na to. Je skoraj teološko. Napisal si, kar mislim, da je res pomemben članek, ki je bil objavljen v reviji Tablet o 7 mitih o vojni z Iranom. In prvi izmed njih je, da je bila to vojna, za katero so se odločili sami, nekaj, kar demokrati in njihovi medijski podporniki jemljejo kot samoumevno. Zakaj se glede tega motijo? Motijo se glede tega. Iran si je namreč gradil ogromno raketno arzenal, ki bi mu omogočil preprečiti oziroma odvračati vsak napad na njegov jedrski program. In hkrati so napredovali proti jedrskemu orožju. Tako je bil program jedrskega orožja zaščiten s tem ogromnim arzenalom balističnih raket. Junija lani z operacijo Midnight Hammer mislim, da je predsednik Trump menil, da je iranskemu vodstvu pokazal, da je pripravljen ukrepati. Pokazal je, da ima sposobnost ukrepati. In predvideval je, da jih bo to omehčalo in da bodo z njim dosegli dogovor glede jedrskega vprašanja. Pa ga niso. Namesto tega so še bolj vztrajali. Khamenei je še bolj vztrajal pri programu in ga nameraval postaviti v območje nedotakljivosti, kjer bi bili stroški napada na program izjemno visoki. Zaradi raket in dronov je bilo treba ukrepati zdaj. Ja. In vendar se Trumpovi kritiki obnašajo, kot da se nič od tega ni zgodilo, kot da nič od tega ni res. In mislim, da to vodi do tvojega drugega mita, v katerem pišeš, in sicer prepričanja, da je Obamov jedrski dogovor, JCPOA, deloval, preden ga je Trump zavrgal. Kakšne bi bile posledice, če bi Trump leta 2018 poslušal establishment in pustil dogovor v veljavi? No, ideja, da je bil JCPOA rešitelj, je ena izmed velikih ugotovitev, ki bi jih morali vsi prepoznati kot napačno, zaradi vprašanja cone imunitete, ki izhaja iz raket in dronov. JCPOA je zamenjal začasne in zelo začasne ter zlahka odpravljive omejitve zalog obogatenega urana in ravni obogatitve. V zameno za ogromno omilitev sankcij. In kar so Iranci naredili z omilitvijo sankcij, je bilo to, da so okrepili svoje sile dronov in balističnih raket, da bi si zagotovili to območje imunitete. In okrepili so svoje proxy sile, da bi ustvarili to os odpora po vsej regiji, ki je namenjena uničenju Izraela in izgonu Združenih držav iz regije. Glede tega so precej odprti, ničesar od tega ne skrivajo. Zato bi morali razumeti, da je ta ideja, da dobimo nekaj začasnih in povratnih omejitev glede urana, medtem ko lahko oni gradijo preostali del tega stroja, kupčija za naivneže. Ja, in mislim, da je začasni del res pomemben. Ker bi klauzule o izteku v jedrskem sporazumu to končale do konca 20 let. In jim omogočile pot do zakonite jedrske bombe, ki bi jo skoraj zagotovo izkoristili. In vendar, ko poslušamo Bena Rhoadsa in ostale iz Obamove ekipe, je, kot da se to ni zgodilo. Imajo svojo zgodbo in se ji držijo.
Če priznajo, da to ni vojna po izbiri in priznajo, da so droni, balistične rakete, posadke, izstrelki in posredniške sile velik del problema, potem so razkrili svoje karte. Zato tega ne morejo priznati. Ja, in to je bistvo. Mislim, Obama je verjel, da je Iranu dal pot, da se spravi s svetom, kot je sam rekel. A vendar je, kot da nihče veste, da Iran v resnici nikoli ni imel namena, da bi se spravil s svetom. In vprašanje je, veste, kaj je bil pravi namen jedrskega sporazuma. In mislim, da veliko ljudi verjame, da je šlo za zbližanje, ne samo z Iranom, ampak tudi zato, da bi, veste, preusmerili ameriško strateško enačbo na Bližnjem vzhodu, stran od Izraela in Savdijcev proti samemu Iranu. Mislim, da je bilo to objektivno tako. Mislim, da je bilo to objektivno najmanj to, Jonatan. Mislim, najmanj to. To je Združene države Amerike oddaljilo od Savdijcev in Izraelcev ter jih približalo Iranu. Tako Združene države niso bile več vodja koalicije, katere namen je bil zajeziti Iran in mu preprečiti pridobitev jedrskega orožja. Namesto tega so postale posrednik med Izraelci in Savdijci na eni strani ter Iranom na drugi. To je najmanj. To je Združene države postavilo tudi v položaj, kjer so morale zadrževati zaveznike, medtem ko Iran ni pokazal nobene vzajemne zadržanosti glede svojih regionalnih posredniških sil. Tako je objektivno povzdigovalo Iran nad zaveznike. No, tega ne vem. Nikoli ne bomo natančno vedeli, kaj so predsednik Obama in njegovi najvišji svetovalci mislili, da počnejo. Ampak objektivno gledano, to je tisto, kar so počeli. Mislim, da je predsednik Obama pravzaprav zelo inteligenten človek. To lahko zelo jasno vidite. Mislim, da je razumel, če bi moral staviti, da sklepa dogovor z IRGC. To ni bil dogovor. Veste, bilo je veliko tega pompa o povzdigovanju zmernih nad skrajneži in vse to. Nekateri ljudje okoli Obame so vsekakor verjeli v to. Vsi Evropejci so v to verjeli ali pa so rekli, da verjamejo, kar je praktično isto. Ampak mislim, da je Obama vedel, da sklepa dogovor z IRGC. In cilj je bil umakniti Združene države iz Bližnjega vzhoda. Mislim, da si je res želel bolj osredotočiti na vzhodno Azijo in bil je zadovoljen, da je pri tem okrepil Iran. Mislil je, da je to ena od stvari, ki so bile potrebne. Ja, in mislim, da to vodi do naslednjega mita, o katerem ste pisali, in sicer do ideje, da je Trump razveljavil napredek, ki ga je Biden dosegel z umikom Amerike iz vojn na Bližnjem vzhodu. Ko pomislite na Bidna na Bližnjem vzhodu, pomislite na katastrofo v Afganistanu in vse, kar se je sesulo 7. oktobra. Ali ljudje v nekakšnem klubu bivših Obamovih in Bidnovih sodelavcev res verjamejo, da so Trumpu zapustili mir in stabilnost? Verjamem, da so res verjeli v to. Veliko jih je res verjelo v to. Spet se to nekako vrača na to teološko vprašanje. Močno so verjeli, da s tem, ko so Združene države postavili v to posredniško vlogo med Iranom in Izraelom, zmanjšujejo chaos v regiji. Torej so verjeli prej, spomnite se, bil je ta članek o zunanjih zadevah, ki ga je napisal Jake Sullivan. V bistvu je prišel v poštne nabiralnike naročnikov 7. oktobra ali morda 6. oktobra 2023, v katerem je rekel: imeli smo najbolj mirno obdobje na Bližnjem vzhodu v zadnjih desetletjih. In ko je to napisal, je mislil na dve stvari, morda tri, mogoče. Ena od teh je bila primirje med Savdsko Arabijo in Hutiji, ki so upali, vodilo k mirovnemu sporazumu. In zdaj Jake Sullivan tega ni povedal v članku, ampak v njihovih mislih so razmišljali o tem, da so posredovali pri tem dogovoru z Iranom. Zaradi odprtih kanalov z Iranom
so lahko omejili in zajezili ambicije Hutijev. In potem so Američani prepričali Savdice in tam smo se premikali proti miru. Druga stvar, ki so jo naredili, je bila, da so posredovali pri sporazumu o pomorski meji med Izraelom in Hezbolahom oziroma Izraelom in Libanonom, kar je bilo po njihovem mnenju sad diplomatičnega približevanja Teheranu. In ko se je zgodil 7. oktober, so ga opredelili ne brez razloga. Opredelili so ga kot pobudo Hamasa, ki je ovirala regionalno zbliževanje, v katerem so sodelovali z Iranom. In njihov takojšen odziv je bil rešiti odnos s Teheranom, da bi lahko skupaj z Iranci začeli urejati Bližnji vzhod. Zdaj ljudje, kot sva ti in jaz, gledamo na napad Hamasa in za Hamasom vidimo Iran. In za Hamasa vidimo Hezbolah. In Hezbolah je odprl ogenj 8. In Hutiji so se pridružili nekaj tednov kasneje. In potem so Iranci začeli groziti Združenim državam, da jih bo zajel ogenj, če ne bodo zadržali Izraelcev. In potem so prišle iraške proksi skupine in začele napadati Američane. Hutiji so napadli Američane. Bilo je na stotine napadov na Američane. Ampak še naprej govorijo o tem obdobju kot o nečem, za kar so mislili, da ga gradijo, torej o regionalni stabilnosti. In vseh dokazov, torej krogel, ki letijo proti Američanom, preprosto ne vidijo. Ja, bilo je, veš, očitno je šlo za pobožne želje. Ampak kot si rekel za Obamo, tudi Sullivan ni bil, veš, tudi on je pameten človek. Ampak predvidevam, da ko si želiš le zbližanja z Iranom, je vse, kar temu stoji na poti, le nevšečnost, ki jo je treba potisniti na stran. Tako da soočenje z Iranom, odstranitev grožnje, podpora temu, kar je povzročilo 7. oktober in temu, kar so Hutiji počeli z mednarodnim ladijskim prometom, to zanje preprosto ne deluje. To je treba prezreti. Oni to opredelijo, prezrejo, a hkrati opredelijo kot palestinsko-izraelski konflikt, na katerega so se Hutiji nekako prilepili. Tako je bil ves fokus njihove politike v tistem obdobju doseči prekinitev ognja v Gazi, ker so menili, da bi s tem zajezili vse ostalo v regiji. Jaz izhajam iz drugačne predpostavke, da se problem začne v Teheranu in da moramo zajeziti Teheran. In ko razmišljamo o vsakem od teh podrejenih področji, vključno z izraelsko-palestinskim področjem, kot da je avtonomno in deluje po svojih pravilih, je spet igra za naivneže. Ja, še en mit, o katerem ste govorili, je bil, da je Teheran pripravljen na kompromis, a da se je Trump letos odločil za vojno. Zakaj kdo verjame, da so bili Iranci pripravljeni storiti karkoli, kar bi Amerika želela, da se odpovejo svojim jedrskim orožjem ali čemorkoli drugemu, če jih k temu ni prisilila sila, saj so res imeli. Trump jim je dal, veste, veliko priložnosti, da to storijo. No, očitno so dali na mizo, Če lahko verjamemo omanskim posrednikom in ne vidim razloga, da jim ne bi verjeli, na mizo so dali dogovor tipa JCPOA, nekaj razrečevanja obogatenega urana, pretvorbo v plinasto obliko in dogovor o začasnih omejitvah bogatenja. in Trump ga je ignoriral. Ja, no, to ni bilo, veš, samo ponavljanje tega, kar je Obama naredil, očitno ne bi rešilo problema. In v teh novih okoliščinah, ko imajo vse te rakete in drone in vse, to ne bi rešilo problema. To bi jim samo dalo čas, da še povečajo svoj ogromen arzenal. Prav. Zdaj mislim, da je najbolj strupen mit o vojni tisti, ki se zdi kot nekakšen aksiom, tako na levici kot tudi na antisemitski desnici, če smem dodati. Ideja, da je Izrael zvlekel Ameriko v vojno,
Zakaj je to tako pomembno za Trumpove kritike, ki da sicer v vseh drugih kontekstih vidijo kot bodočega cesarja, človeka brez nadzora, pa morajo še vedno za to kriviti Jude, da tega ne bi storil brez Netanjahuja? Ker ne morejo priznati, da zasleduje ameriške nacionalne interese. Če to priznajo, če priznajo, da so vsi prejšnji ameriški demokratski predsedniki že od Billa Clintona naprej dejali, da je popolnoma nesprejemljivo, da bi Iran imel jedrsko orožje. Če to priznajo, če priznajo, da njihova politika tega ni ustavila in potem priznajo, da je Donald Trump to ustavil, morajo reči, poglejte, naša celotna predstava je bila od začetka napačna. Zato morajo Trumpa prikazati kot nekakšnega bedaka, norčka, človeka, ki ga vodi zgolj nečimrnost. In potem potrebujemo Bibi Netanjahujevega Svengalija, da vstopi v igro, da lahko to rečemo tudi v tem procesu. Lahko potem tudi rečemo, da veliko nezaupanje, ki ga imajo progresivci do Izraela, kot ti in jaz veva, temelji na antisemitizmu. Ampak lahko to prepakirajo kot preudarno ameriško, preudarno skrbništvo ameriških interesov. Ja, mislim, zdi se jim očitno zelo pomembno, da je Izrael demoniziran, da mora biti Izrael kriv. In očitno to presega nekakšne ideološke meje, ker je to ista stvar, kot jo počne Tucker Carlson in njegova odmevna komora. Ne glede na to, ali gre za Meghan Kelly ali Candace Owens ali celo še bolj nore ljudi. To mora biti. Oni morajo zato okriviti Jude. Morajo zato okriviti Izrael, ker če je Izrael zanesljiv zaveznik ZDA, ki se bori z ramo ob rami ZDA, da uresničujejo ne le svoje interese, ampak tudi ameriške interese, potem svet tudi njim nima smisla. Ne, tudi njihov pogled na svet razpade. Njihova priporočila glede politike so enaka kot pri progresivcih, vendar je širši teološki okvir, v katerem delujejo, drugačen. Menijo, da sta Izrael in podpora Izraelu posledica transnacionalnih elit in pokvarjenosti ameriške elite, ki ne skrbi za interese Amerike. Tako pridejo do enakih politik na drugačen način, vendar so ključni argumenti enaki. Ja. Veš, mislim, če pogledamo podpornike Trumpa, oni tega ne kupujejo. Veš, ankete so očitno razdeljene. Je razdeljeno kot večina stvari. Očitno demokrati verjamejo v to, veš. In večina republikancev se ne strinja s Tuckerjem Carlsonom. Ampak kdaj to vidiš v okviru celotnega razvoja ameriške zunanje politike? Je to nekakšen levičarski in desničarski izolacionizem, veš, kjer globalisti in izolacionisti združujejo moči, da demonizirajo Izrael. Veš, po mnenju anketarjev je to val prihodnosti. Se strinjaš? Ne, se ne strinjam. Mislim, da je to ena možna prihodnost, ampak pred nami je boj in boriti se moramo. Mislim, da veliko ljudi, ki ponavljajo argumente Tuckerja Carlsona, niso zagrizeni antisemiti. Mislim, imajo kritiko ameriške elite. Imajo kritiko progresivizma. In nekakšna bližnica pri izražanju tega v tem trenutku je, da ne bi smeli dovoliti Izraelcem, da vodijo našo zunanjo politiko. Ampak mislim, da če dovolj jasno predstavimo naše argumente o nacionalnem interesu Združenih držav, če pojasnimo, zakaj Donald Trump verjame, da je Izrael vzoren zaveznik v primerjavi z drugimi zavezniki, mislim, da lahko te ljudi prepričamo in jih odvrnemo od teh argumentov. Kar želim povedati je, da ne mislim, da je antisemitizem zapisan v njihovi DNK, na način, kot verjamem, da je zapisan v DNK Tuckerja Carlsona. Mislim, da on iz kakršnega koli razloga
gleda na svet skozi antisemitsko prizmo. Mislim, da nima smisla razpravljati z njim, ampak mislim, da lahko veliko ljudi, ki mu sledijo, predvsem mlajši, ki nimajo veliko izkušenj v svetu, spremenimo. Ampak to moramo storiti. Sami se ne bodo spremenili. Moramo se z njimi spuščati v razpravo. Ali bo uspeh te vojne na takšen ali drugačen način, ne glede na to, kako ga boste opredelili, v veliki meri razrešil to vprašanje? No, zagotovo bo zaradi tega nekateri argumenti zveneli nekoliko smešno. Mislim, da je Tucker Carlson to rekel, ali ni rekel, da bodo umrle 10.000 Američanov. In nimamo jih niti nekaj 10. Mislim, da sem nazadnje videl, da smo izgubili 13 ali 14 vojakov. Seveda je za družine teh moških in žensk to grozna tragedija. Ampak v primerjavi z drugimi konflikti te velikosti, to ni veliko število izgubljenih ljudi. In ni nič podobnega temu, kar sta Tucker Carlson in drugi napovedovala, da se bo zgodilo. Ja, mislim, danes zjutraj sem prebral članek z Rogerjem Stoneom in Spectatorjem, kjer pravijo, da bo 10.000 ameriških žrtev, če ne ustavimo proizraelskih ljudi. Kar je. Povedal si mi nekaj, česar nisem vedel. Nisem vedel, da je Roger Stone vpleten v to. Počakaj, obrosti. To je Roger Stone, filmski ustvarjalec, ali Roger Stone, ne... Politični tip. Oh, yeah. Trump. Nisem vedel. Nisem vedel, da je bil proti temu. No, bilo je v kontekstu tega, da se prepira z Lauro Loomer. Aha, v redu. In on krivi njo, veš. On krivi njo, kot da je Donalda Trumpa nekdo speljal na limanice. Tako. Neumno. Ja, se strinjam, ampak je še vedno malo strupeno. O ja, popolnoma strupeno, ja. Ja, tako da, veš, osebno mislim, da je veliko odvisno od izida tega, kar se bo zgodilo v naslednjih nekaj tednih, kar zadeva to, kako bo ta problem viden. In kako si to predstavljaš? Veš, nočem katastrofizirati, nočem biti preveč optimističen, ampak zagotovo, če ne bo dobrega izida, če se bo to obleklo v nedogled, česar si ne predstavljam, da bi Trump storil, ali če bi Trump nekako sklenil dogovor, ki bi v bistvu pomenil predajo Irancem, bi to očitno dalo veliko vetra v jadra slabim fantom. Ampak to so scenariji. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Naslednji mit na vašem seznamu je bila ideja, da soočanje z Iranom odvrača ZDA od soočanja z grožnjo z Kitajske. Zdaj to visi nad vsako zunanjo politično temo, naj bo to Ukrajina ali kaj drugega. Vedno je vprašanje, ali to pomaga ali škodi. Glede Kitajske. Ampak v tem primeru, ali ne bi dovolitev, da kitajski zaveznik, kot je Iran, prevlada na Bližnjem vzhodu, pomenila zmago za Peking in ne bi bila dobra za ameriške interese? To bi bila popolna zmaga za Peking. Struktura politike na Bližnjem vzhodu, ki jo je vzpostavil JCPOA, je izjemno koristila Kitajski. Ker najprej Kitajska je od Irana kupovala nafto po neverjetno nizki ceni, praktično za polovico cene. Odvisno, kako to želiš izračunati, okoli 60% vrednosti, nekaj takega. Hkrati je Kitajska prek tega omrežja bančništva v senci, ki ga je Iran vzpostavil za obdelavo teh plačil, ustvarjala sistem poslovanja v dolarjih občasno, plačali so v juanih, nato pa je bilo to pretvorjeno v dolarje. Vzpostavljali so alternativni sistem, ki je bil odporen na ameriške sankcije. To bi jim omogočilo poslovanje z državami Perzijskega zaliva na načine, ki so bili škodljivi za Združene države. In s krepitvijo iranske raketne in dronske grožnje so pritiskali na zaveznike Združenih držav v Perzijskem zalivu, da bi se na to nagibali k Kitajski. Po zadnjem desetletju, po sklenitvi JCPOA, je prišlo do velikega strateškega laviranja. In to ste videli na primer v Združenih arabskih emiratih, ki so vzpostavili senčni bančni sistem. Vsa plačila, ki jih Kitajska opravi Iranu, potekajo prek Dubaja. In verjamem, da se to zdaj spreminja. In to je dober rezultat vojne. Ampak najpomembnejša stvar so droni in še posebej balistične rakete.
Kitajska je Iranu zagotavljala ključne tehnologije in ključne kemikalije za izdelavo teh balističnih raket. Izraelci so uničili planetarne mešalnike za izdelavo balističnih raket na trdno gorivo srednjega dosega, ki predstavljajo tako veliko grožnjo Izraelu. Izrael je to uničil oktobra 2024. Takrat so izračunali, da so onemogočili proizvodne zmogljivosti Irancev za do 1 leto. Kitajci so takoj priskočili na pomoč in jim dali mešalnike, ki so jih potrebovali, ter kemične prekurzorje za izdelavo trdnega goriva za proizvodnjo trdnega pogonskega goriva. In zakaj? No, iz tega dobijo več stvari, Jonathan. Prvič, Iranu dajo možnost, da zapre ožino Hormuz, Hutijem pa, da zaprejo ožino Bab el-Mandeb. In to bi bilo zelo koristno za Kitajsko, če bi prišlo do vojne zaradi Tajvana, ker 20% vsega svetovnega energetskega prometa poteka skozi ožino Hormuz. Vsi vzhodnoazijski zavezniki Kitajske, to so Južna Koreja, Japonska, Tajvan, Avstralija, Indija, so vsi odvisni od nafte z Bližnjega vzhoda. In v primeru vojne bi Kitajska lahko prekinila dobavo energije. Svojim sovražnikom. Irancem niso dali le raket ali ključnih sestavnih delov raket, temveč so jim dali tudi podatke za ciljanje. In Hutijem so dali podatke za ciljanje, da bi Hutiji lahko napadli ameriške ladje po 7. oktobru. Embargo ali blokadi ožine Bab el-Mandeb. Jonathan, na svetu obstajajo 3 subjekti, ki imajo protiladijske balistične rakete. In to so Kitajska, Iran in Hutiji. In za to obstaja razlog. Protiladijska balistična raketa je raketa zasnovana samo za en namen. In to je napad na ameriške letalonosilke, ko manevrirajo v zelo omejenih prostorih. Tako je Kitajska uporabila napad Hutijev na ameriško ladje, na ameriško mornarico kot laboratorij za preučevanje, kako se bodo Združene države obnašale v vojni za Tajvan. Tako da z kitajskega vidika na to gledaš in misliš, da je to odličen način, da prisili Združene države, da premaknejo sredstva iz vzhodne Azije na Bližnji vzhod. To je odličen način, da te opazujem. To je bojni laboratorij, v katerem lahko preučujem, kako se bodo Američani obnašali. In če pride do takšne vojne, lahko tudi ustavim dobavo nafte svojim sovražnikom. In mimogrede, medtem ko se vse to dogaja, dobivam res poceni nafto iz Irana. In tako Trump tukaj zelo pomembno obrača položaj proti njim. Mislim, da je to mojstrska poteza in ne dobiva pozornosti, ki si jo zasluži. Mislim, da koristi, ki jih imajo Združene države zaradi te operacije v zvezi s Kitajsko, ne dobivajo pozornosti, ki si jo zaslužijo. To je pomembna točka. Zdaj, zadnja na vašem seznamu mitov je prepričanje, ki je skoraj univerzalno na levici, da sta Trump in Netanjahu vojno-hujskaška mitomana. Ali ni to samo refleksna demonizacija političnih nasprotnikov, ki so bili v resnici precej previdni? Vem, da je Netanjahu vedno zagovarjal uporabo sile. Ampak, kot si že rekel, v drugih kontekstih je to nekakšno versko prepričanje. No, opazil sem, da politika danes igra vlogo, ki jo je včasih imela religija v življenju večine ljudi. Torej, to mora biti tako. Tvoji glavni nasprotniki morajo biti hudič. Ja, to je tisto, zaradi česar se počutiš dobro in krepostno. In tako kot smo rekli prej, v drugem kontekstu, če delujejo preudarno na način, ki koristi ameriškim nacionalnim interesom, potem se celoten progresivni svetovni nazor sesuje. Ampak tudi, če zavezništvo ZDA-Izrael, kot sta ga povzdignila Trump in Netanjahu, deluje, potem to popolnoma spremeni celoten koncept bližnjevzhodnega reda, ki so ga progresivci do zdaj neuspešno poskušali vzpostaviti.
Proti temu so se borili. Se spomniš 5 nejev ali 3 nejev Johna Kerryja glede poskusa posredovanja miru med arabskimi državami, zalivskimi državami in Izraelom, brez da bi najprej dosegli rešitev 2 držav. In to je zanje kot religija. Ne, to se ne more zgoditi. To se ne more zgoditi. Torej je to podobno. Vojaško sodelovanje med ZDA in Izraelom postaja steber ameriškega reda v regiji. Proti temu so se borili z vsemi močmi in zato zdaj ne morejo popustiti. Edini način, da to dosežejo, je, da rečejo, da so ti možje nori hujskači vojne. Ja. Ne, ena najljubših vaj analitikov, kolumnistov, zgodovinarjev je igranje igre zgodovinskih analogij. Vojna v Iranu je, mislim, navdihnila veliko zavajajočih analogij. Rad bi slišal tvoje mnenje o 2 najbolj priljubljenih. Prvič, če bi ZDA na koncu poslale vojake, da bi odprle Hormuško ožino, ali bi, kot nekateri pravijo, bile obsojene na ponovitev tega, kar sta Velika Britanija in Winston Churchill naredila v svoji prvi odpravi na Galipoli v prvi svetovni vojni. Ne, glejte, mislim, da se Donald Trump zelo dobro zaveda nevarnosti pošiljanja vojakov na teren. Tega noče storiti. In mislim, da bi blokada je bila mojstrski način. Iranci imajo to karto. Res je, vse se vrti okoli raket in dronov, vendar lahko z njimi zaprejo ožino. In Trump je obrnil zadevo proti njim in rekel: v redu, vi boste zaprli ožino za vse druge, mi jo bomo zaprli za vas. In zdaj, ko imamo tam dodatna sredstva, bodo morda dejansko lahko odprli ožino za vse druge in jo zaprli za Iran. Bomo videli. Ne vem, nimam dovolj občutka za vojaško ravnotežje na terenu, da bi vedel, kakšno je tam razmerje med tveganjem in koristjo. Ampak meni je jasno, da imamo mi veliko več možnosti, da zagrenimo življenje iranskemu režimu, kot jih ima on, da zagreni življenje nam. Svoje karte je že odigral. Stopnjevalo se je toliko, kot se je sploh lahko. Mislim, da smo videli najhujše. Ali pa vsaj vemo, kaj je najslabše, kar lahko naredijo. Še vedno imamo veliko možnosti na voljo. In z vsakim dnem imamo mi več možnosti, oni pa manj. Ja, tudi jaz tega ne vidim kot Galipoli. Ampak če želiš, da Trump izgubi... Ne, ampak to se lahko naredi tudi iz zraka. Mislim, lahko uničiš otok Kark in Jask iz zraka. Sploh ti ni treba uničiti vsega, predvidevam. Nisem naftni inženir, ampak predvidevam, da obstaja verjetno nekaj ključnih točk, vozlišč, ki jih lahko uničiš in s tem onesposobiš celoten sistem. Ampak ne vem. Ja. Zdaj, še ena priljubljena primerjava je tista, ki jo je nedavno omenil zgodovinar Neil Ferguson, ko je primerjal vojno z Iranom s Sueško krizo leta 1956. Ferguson je nekdo, tako kot tudi mnogi drugi, ki pišejo o Iranu, čigar analize zelo spoštujem. Zato, ko to predlaga, me resnično spodbudi k razmišljanju. Ti si tudi nekdo, ki veliko ve o Suezu zaradi svojega pisanja, svoje knjige, Ikejeva stava. Kaj misliš o možnosti, da gremo proti podobnemu polomu, kot je bil tisti leta 1956? Tega ne vidim. Preprosto tega ne vidim. Imamo vse adute iz vseh razlogov, ki sem jih pravkar omenil. Obstajajo nekatere podobnosti v gospodarski dimenziji konflikta. Dejstvo je, da tukaj ne gre za kanal, ampak je bil leta 1956 Sueški prekop tista ključna arterija, ki je bila blokirana. Zdaj pa imamo Hormuško ožino. Obstajajo, veste, določene vzporednice z letom 1956, vendar ne vidim, da bi tukaj igrali vlogo Britanije in da bi naša moč upadala. Mislim, da naša moč narašča. Ja, mislim, Britanija je bila sila v zatonu, prav tako Francija. Izraelci so imeli svoje motive za svojo vlogo v tem. Ampak zdi se mi, da je to res precej privlečeno za lase. Ampak verjetno, če verjameš v to. In mislim, da veliko ljudi na desnici to tudi rad počne, ker mislijo, da je, veš, Rim v času pozne republike njihova najljubša primerjava za Združene države ali pa pozno cesarstvo Britanije. Potem je vse črno in brezupno.
Ja, ne, jaz sem na desnici. Jaz sem na desnici, sem zagrizen podpornik Trumpa. Ampak ena od mojih kritik, mojih desničarskih kolegov je, da je vedno 5 minut do polnoči. Ali pa, veste, v nekaterih primerih, V vsakem konzervativcu je nekdo, ki vidi propad Zahoda. Ja, zaton Zahoda. ja, zaton Zahoda in resnično, veste, to je ključni boj. In če tega ne naredimo 100% pravilno, je vsega konec. In ne, veste, ne trudim se prepirati z ljudmi o tem, ker je to vprašanje njihove čustvene narave, ampak sam tega ne vidim tako, res ne. Mislim, da bomo, tudi če to popolnoma zamočimo, in mislim, da tega sploh ne bomo, sploh ne, ravno nasprotno. Ampak tudi če se to zgodi, mislim, da bomo še vedno tukaj. Kolo se vedno obrne, vedno se obrne. Dobili bomo še veliko več priložnosti. Ja, mislim, da je še vedno veliko dobrih razlogov za optimizem glede Amerike in ameriške zunanje politike. Seveda bo dober izid v Iranu veliko pripomogel k temu. Ampak mislim, da so te napovedi pogube in pesimizma za veliko ljudi čustveno zadovoljive, vendar v tem kontekstu nimajo nujno največ smisla. Poglejte, začel sem se politično zavedati v 70-ih letih in vsi so takrat govorili, da so bila 60-ta konec civilizacije. In to se kar ponavlja. Civilizacija se kar naprej uničuje, pa smo še vedno tukaj. Ja, govorijo o Judih kot o večno umirajočem ljudstvu, ampak to je tudi res. No, Mike, hvala, da ste se nam danes pridružili. Lahko našim poslušalcem in gledalcem poveste, kako lahko spremljajo vaše delo. Sem na Hudson Institute in twitam kot Duranimated. Delam podcast z Gotijem Taubom, ki se imenuje Israel Update. To je Israel Update revije Tablet. Želimo se zahvaliti tudi naši publiki. Ne pozabite vsak dan poslušati Jonathan Tobin Daily Edition, ki ga lahko slišite kjerkoli poslušate podcaste. In ne glede na to, ali nas poslušate na eni od teh platform ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na YouTube kanalu JNS, prosimo, všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Pišite nam na thinktwice@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. Hvala. Hvala naši publiki. In ne pozabite, berite in razmišljajte s svojo glavo. Se vidimo spet naslednji teden.